Evropski poslanec, povedite mi, kako boste v praksi prispevali k predvolilnem boju letošnje jeseni? Glede na to, da ne sodelujete, da ste le evropski poslanec. Jaz sem že 4-krat kandidiral za liberalno demokracijo Slovenije na različnih volitvah. 3-krat sem bil izvoljen poslanec in zdaj imam mandat, ki ga moram pripeljati do konca. Ampak jaz bi vas popravil, zdaj ne gre za predvolilni boj, zdaj gre za promocijo. Eni bi se še vedno radi pretepali, napadali druge, ampak v takem medsebojnem boju se samo izčrpavamo. Liberalna demokracija Slovenije je zdaj drugačna. Tisti, ki niso dovolili, da bi se stranka prenovila, da bi dopolnila svoj program, so šli prevzemati ali pa ustanavljati neke druge stranke. S tem so odprli prostor drugim, predvsem ženskam, in bi rekel, da zdaj je znotraj LDS-a več tega ženskega principa, pozitivnega pristopa, promocije. Zato razgovorim o tem, da se podpira, da se predstavlja, da se prepričuje in pojasnjuje, in to je tisto, po čemer se liberalna demokracija Slovenije zdaj razlikuje od vseh tistih, ki imajo še vedno neporavnane račune iz preteklosti. A to leti na zares pa novo politiko? Ne, leti na vse, ki bi se radi borili, radi bi se tepli, radi bi v tem pretepanju zmagali, ampak tako pretepanje samo izčrpava. Jih diskvalificira, predvsem pa slovensko politiko priskuti ljudem. Zato pravi potreben pozitiven pristop. Jaz bom navzoč pri vseh teh ključnih dogodkih. O vsakem od teh kandidatki imam povedati veliko lepega in polno zaupam. Mnogi so v taki starosti, kot sem bil jaz, ko sem prvič vstopil v politiko, in mislim, da jim je treba preprosto pomagati. Potem pa se bodo naredili in se bodo dokazali, in če so pozitivni v izhodišču, bodo pozitivni tudi v nadaljevanju. Čeprav razumno, jaz sem uporabil pretepanje v predvolilni boj, ker pač prehajam iz Zasavja in tam je to nekakšno predvolilni boj, in se da drugače povedati, ampak ne, drugače stavite na žensko karto, pravite. Ženska predsednica, zdaj pa še nekakšna bolj blaga, povezovalna, razumevajoča politika, kako se temu reče? Več žensk v politiki zagotovo ne škodi. Ampak glede na to, da prihajam iz Kranja in je pristop Branka Grimsa sinonim za neke vrste pristop, želi liberalna demokracija Slovenije biti vse kaj drugega. Predvsem želi biti dovolj pozorna, dovolj občudljiva, da zaznava vse tisto, česar preprosto ne vidi stranka, ki je na oblasti. Tej stranki se je zgodilo po 3 mandatih, da zdaj spet hodi po zemlji, zato svoj program gradi od spodaj navzgor, zato ne sanja o tem, kaj bo naredila na Balkanu in v Srednji Evropi, ampak je čas, da nekaj naredimo pri nas doma. Vam bom dal konkreten primer. Pred dobrim mesecem sem bil v Estoniji, ki je ena manjših članic, veliko manj razvita je, ampak oni so največjo skakalnico že zgradili doma z evropskih sredstev in to je danes najvišja točka v Estoniji. Mi se šele zdaj pripravljamo za to, da bomo aktivirali evropska sredstva za izgradnjo biatlonskega centra na Pokljuki, pa bi lahko to storili že zdavnaj prej. Zato, ker se naša država preprosto ne zna dogovoriti, je nesposobna v tem pozitivnem pristopu. Ne gre za to, da nekoga premagaš, gre za to, da nekoga pridobiš, se z njim dogovoriš in stojiš na skupnem stališču, ki ga potem lahko tudi uresničiš. Tega nam manjka nam tega pozitivnega principa. In če bi se mi v Evropskem parlamentu, kjer nas je 782 na tak način mi kastili, kot tukaj, ne pridemo nikamor. Zato bi rekel, da je evropski princip, tudi ženski princip, je pozitivni princip, je povezovanje, je sodelovanje, je odzivanje na probleme. Pa ne tako, da kažeš na to, kdo je kriv, ampak da ponudiš rešitev. Zdaj, če povejte, kaj se trenutno sprejema v Evropskem parlamentu, ker nam nacionalna televizija zamolči, ali pa ne pove, bom tako rekel. Trenutno v Evropskem parlamentu na hitro popravljajo strop, ki se je zrušil pred dobrimi 10 dnevi, povsem nepričakovano, popolna blamaža v Štrasburu sredi francoskega predsedovanja, Francozi norijo, Petit Nicolas, kot ljudje kličejo gospoda predsednika države, je ukazal, da moramo prvi mesec v septembru imeti normalne delovne pogoje, ampak če dovolim politično provokacijo, bom rekel, zrušil se je točno tam, kjer sedi ekstremna desnica in del EPP-ja, Evropske ljudske stranke. Naši poslanci so imeli srečo, vesel sem, da se je to zgodilo zdaj, ko nikogar ni,
ampak če je to neko božje znamenje, potem je to dobra napoved tudi za politične spremembe v Sloveniji. Kakšna vzporednica torej s šentviškim ometom? Šentviški omet je stvar, ki ne obstaja več, zrušili so jo dol. Moram reči, da sem z velikim zanimanjem prebral v rubriki Pisma bralcev v sobotni prilogi Dela prispevek gospe Ahačič, ki govori o tem, da so že pred meseci proizvajalci tega ometa, ne firma, ki je izvajala dela, ampak ti, ki osnovne sestavine proizvajajo, ugotavljali, da podizvajalec preprosto ne upošteva navodil in priporočil in da se bo končalo tako, kot se je končalo. Ta opozorila so bila na voljo pravočasno, žal država in paradržavne inštitucije, kamor je štejem Dars, niso reagirale in zdaj je pač trenutek resnice. Čas je, da nekdo skloni glavo in reče, tudi moj del, mea culpa, je v tem problemu. Pa mi za konec izpostavite še nekaj svetlih točk 4-letnega mandata gospoda Janše. Svetle točke. Tukaj ste mi povzročili veliko težavo. Zagotovo je svetla točka trenutek prevzema evra, ampak zato gospod Janša sam ni bil zaslužen. To so rezultati prejšnje finančne, restriktivne, konzervativne politike, ki nam je omogočila, da smo izpolnili kriterije. Zdaj vidite stopnje inflacije, ki daleč odstopa od tega in tukaj imamo resne težave. Te dni kar sledijo pozivi guvernerju Banke Slovenije, češ da je premalo trd v svojih sporočilih javnosti. Enostavno slovenska država ni izkoristila mehanizmov, ki jih ima, da bi pozitivno vplivala na gospodarsko situacijo in da bi z makroekonomskimi sistemskimi ukrepi zajezila negativne posledice, ki se najbolj odražajo v inflaciji. Ampak tisto, kar mene najbolj skrbi, rekli ste pozitivno, je, če rečem pozitivno, ljudje so ugotovili, da se Janez Janša pretvarja in da tisti Janez Janša pred volitvami v tem 4-letnem mandatu prisega na drugačne metode dela. To, kar se je dogajalo na področju notranjih zadev, na področju pravosodja, je demontaža pravne države. To, kar se dogaja znotraj policije, kjer se celo sindikat more preprosto postaviti po robu in braniti kredibilnost policijske uniforme, je nekaj, kar nas more skrbeti. In gledano iz evropske perspektive bi rekel, da se je Janez Janša v tem mandatu umestil veliko bolj desno in ekstremno desno, kot pa se je komorkoli sanjalo prej, prednje postal predsednik vlade. Torej, tale vzklik iz sobotnega manifestacije SDS-a zmagamo z veliko razliko, po vaše ne bo ratalo, če sem vas prav razumel? Torej, gospod Janez Janša je motiviral in pozival svoje člane, da storijo vse, da bi tudi on v prihodnje še vedno bil premier. Podpora njegovih 17.000 gostujočih na tej veliki prireditvi z narobe zastavo v tem velikem mitingu se mi zdi, da ne bo zadoščala za tak rezultat. Potrebno je veliko več volivk in volivcev, ki pa so se v tem času streznili in iščejo drugačne, bolj pozitivne, bolj sveže vetrove. In ena od povsem kredibilnih ponudb je to, kar nova, drugačna, liberalna demokracija Slovenije ponuja danes. A je LDS 4 leta čiščenja v opoziciji imela dovolj? Jaz mislim, da je imela dovolj, predvsem zato, ker so vsi tisti, ki so pisali prejšnje programe, bili v stanju, ko preprosto niso videli svoje vloge v preteklosti, niti potrebe, da se umaknejo iz mest, ki so jih zasedali. Niso dovolili, da se prenovijo programi, raje so šli pisati nove programe ali pa pisati programe drugim. Do takrat so menili, da je ljudstvo neumno in ne razume programov in da z LDS ni nič narobe. Mislim, da je LDS zdaj razbremenjena tega pritiska, da so vse vedi odšli drugam in da je za tiste, ki se učijo od spodaj navzgor, zdaj velika in prava priložnost. Ta priložnost pa je predvsem priložnost za tiste volivke in volivce, ki hočejo, da se nekaj spremeni in bodo šli na volitve. Hvala lepa. Prosim.